Ravna linija. Nocoj, kaj dogaja, gostimo hip-hoperja, DJ-ja in umetnika, ki ga vsaka generacija pozna pod drugačnim imenom. Z nami je Dalaj Egol. A sem prav povedala? Egol. 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 Slovenija. Dalaj Egol. Dober večer, živijo. Živijo. Hvala za obisk v studiu. Hvala. 30 let je minil, odkar si izdal kontroverzno ploščo Leva scena, ki je zamajala slovensko glasbo oziroma tok slovenske glasbe. A si takrat predstavljal, da lahko jezen 20-letnik z mikrofonom tok spremeni? Ne. Ne. Najprej ne, pa je bilo očitno full easy. Ampak 6 albumov kasneje. Se pa še zmeraj sprašujem. To je darilo za vaju. Hvala. The best. The best. Ja, pa kakšna je zdaj scena? A je scena še vedno leva? Kaj je scena? Ja, takole rtač, ti si veliko politiki. Je leva, je desna, je srednja, je zelena, je bela, je rdeča. Ba jaz so te barve zdaj popularne, mavrične pa tako, ne. In ja, valjda je leva še zmer. V muski govorimo. Ja, zakaj? Stvar okusa, to je stvar okusa. Ampak a se ti zdi... Stvar vsaj enourne debate. Dobro, imamo še 3 minute, ampak a se ti zdi, recimo eni bendi, eni izvajalci, ki si jih takrat omenil, še danes ustvarjajo. Bog pomagi, pa ne hodimo v cerkev. A so boljši zdaj? Ja, Jan Plestenjak je ful boljši, kaj je bil. Ker? Ja, ne vem, očitno neki eno noto slovensko je zadev. Musko ima boljšo zdaj, po tvoje? Ja, siguren. Kaj pa Burek? Burek je šel prej na busu mimo, velik plakat. Ok, ampak kako se je pa po tvoje glasbena scena spreminjala v teh 30 letih? Veš kaj, bom kar vse govoril. Jaz sem naredil 6 albumov zdajle in ta je 6. narejen v prvem delu Covida. Še zmeraj je dosti satiričen, pa tako. Vmes, kam je bilo malo dolg čas, veš, ta leta zanimiv tečejo. In ne moreš skozi muske delati, vmes sem bil tudi v Indiji, mogoče kdo videl, slišal, ne. Sem začel malo slikarstvom, tako da dejansko sem si res čas vzel, ker dol v Indiji si človek čas lahko vzame. Čeprav to sem v Sloveniji narisal, mislim, da je Ringo od Beatlov, če kdo ne prepozna, pa to je bilo po Brexitu narejen, zato so v bistvu barve te UK zastave mičken drugačne, Union Jack, ampak te detaljčki, ki sem pa še dobro na blizu videl, sem pa se kar potrudil. Odlično, zelo lepo. Ja, sam pa je to drago, pa če imamo kakšnega... Koliko pa košta kaj tazga? Ja, lej. Izdal si kaj, 6 albumov praviš, ta je že 6. A te navdihuje kakšna drugačna glasba, kakor te je takrat predvidevan, glede na to, da si spremljal? Mislim, mene navdihuje live. Glasba me tudi navdihuje, ampak primarno live dogodki in potem je to, kakor sem že večkrat rekel, neke vrste moj dnevnik življenjski in ga zapišem anekdotsko v komad. Zdaj sicer nekaj drugega snemamo, pa bi vaju prosil, da sodelujeta, ne da vedla. Tako da v bistvu samo eno vprašanje. Kje je Brina Kras? Brina? Kje je Brina Kras? Nismo še našli. En teden je že pogrešana in upamo, da je vse v redu z njo, lej, starši njeni so na koncu. Ekipa je pa, a veš, ne morejo nadaljevati s snemanjem. Že meni skoraj solze noči. In jo boste iskali, jo mislite iskati naprej? Tako se jo išče, lej. Ni pustila menih sledi. Ljudje, kje je Brina Kras? Ja, hvala. To je vprašanje. Škaj mi povej, prej si omenil Indijo, pa tvoje ustvarjanje, a je v Indiji lažje ustvarjati, ali v Indiji lažje umetniku, kot pa v Sloveniji? Dosti v Sloveniji pritožujemo težko umetnikom. Ja, mislim, lej, Indija ustvarjaš 20.000 let ali več, kakor oni pravijo, in imajo tudi dokaze. To so vsi te templji, pa tako, ne. Zdaj pa odvisno od materijala, s katerim ustvarjaš, in medija. Jaz mislim, da je za inspiracijo definitivno izjemna dežela in tudi, kar se časa tiče. Njihov denar je ful bolj vreden, tudi če ga manj zaslužiš, recimo, lahko kot Evropejc, ga pa ful boljš lahko porabiš oziroma investiraš. Tako da jaz sem svoj čas, ko nisem nič finančno počel, izkoristil, da sem se naučil, recimo, Mečkam slikati kot samouk. Hvala, Miranda. Zdaj si pa v Sloveniji, si zadovoljen tukaj? Zdaj sem v Sloveniji, tle je težko. Kam te bo ponesla pot naprej, a boš tukaj ostal? Lej, siva pot, živim zdaj na Gorenskem, mesto Kranj, vizit Kranj.
pot me pelje, v bistvu danes sem tle. Tako da hvala, ste povabila. Vreme je čuden, jaz sem moram paziti, ker sem še v delu, da mi kaj na glav ne pade. Bil pa prvi red slovenskim pasošem, ki je dropnil CBD na televiziji, pač iz spoštovanja nam jointa požgal, da na kdo jezen, kaj kao kadilci. Čelada trzne. Ja. Najlepša hvala za obisk. Hvala vam. Ti želiva še veliko ustvarjalne energije. Ja, letos so koncerti v 30-letnici prvega albuma, tako da vsi hip-hop fani old school. Z bandom smo uživa, Wicked Nation, a.k.a. Smrdel Brothers, motherfucker. Dame in gospodje, Vabljeni. Dalaj Hegel!